rekel, predsednik, poslanke in poslanci, da se vidi, da se tudi v tem visokem domu v teh okoliščinah najde smisel za humor. Neumnost, za humor. Želel bi pa reči, da ob tem mora biti tudi v teh časih en smisel za trezno presojo, da vsi skupaj, najprej seveda jaz, moji kolegi, mislim, nazadnje tudi vsi mi kot na nek način politične družbe, razumemo, rad reči, znamenje časa. Mislim, da smo znali nekako precej zadevno preizkušnjo, ne samo v Sloveniji, v Evropski, v Evropski uniji, ampak vsem nam bližnjem svetovnem gospodarstvu in da se moramo na to preizkušnjo pripraviti. V tem smislu bi rad povedal, gospod poslanec, da vsi projekti, ki bi lahko imeli multiplikativne učinke, so takih več kot dobrodošli. Da sem še bolj jasen, slovenska vlada je pripravila storiti vse za to, da se izvedejo, ukolikor izpolnjujejo zahtevane zakonske performanse in imajo zasebno vlaganje. Ta hit država nima denarja, da bi vlagala v to vrstne projekte. Lahko je sodeležnik, če bomo ugotovili, da je to v našem interesu in da se denar davkoplačevalca v časom obvestuje. Prvič, torej, menim, da je ta pobuda še vedno koristna. Drugič, vas moram spomniti, gospod poslanec, da se je vrsta ministrov, ne samo ministra za kmetijstvo, vključno z mano, s tem projektom ukvarjala, da se ni zataknilo na vladi, ampak da se je zataknilo zlasti na lokalni ravni z vprašanjem namennosti zemljišč. Koliko se ta problem odpravlja, koliko lažje bo priti do zadnjega ključnega vprašanja. Če so vse ostale performanse izpolnjene, ali imamo dovolj zasebnih vlagateljev, da lahko postavimo ta doživljajski park. Če je temu tako, jaz kot predsednik vlade na ta projekt, ki ima lahko multiplikativne koristne učinke, gleda z veliko naklonnost. Tako tudi moje kolegice in kolegi v vladi, ki sem ukvarjala s tem problemom. Torej, gospod Iličič, evropska sredstva so glede tega izčrpana, domačih finančnih verov, ki bi bili na razpolago za to, da bi država izvedla to investicijo ni, država pa bo storila vse, kar je potrebno, kot za to, da okoliko bi našli zasebne izvajalce, lahko omogočimo izvedlo te investicije. Jaz vam dajem tukaj zavezo, da bomo še enkrat v luči tega vprašanja. Jaz mislim, da bi bilo treba to roko sprejeti v čim krajšem času, recimo ne nekaj do 30 minut. Dali poročilo tem, kaj je bilo doslej storjeno, kaj nameravamo storiti naprej, kaj je v naših pristojnosti, kaj je v pristojnosti lokalnih skupnosti in drugih, in da enkrat pridemo do konca tudi strani vas, da poveste, ali kot nekdo, ki zagovarja, vi ste pa vi seveda skrbnik tega, menite, da so danes zasebni vlagatelji pripravljeni investirati v dosti zasebni vlagatelji, s kom lahko pristojni stopijo v kontakt, da bi se to vprašanje primerno rešili. Hvala lepa. Gospod predsednik, vi točno veste, da bi bil delež države samo zemljišče, ki bi prešlo iz ene oblike državne lastnine v drugo obliko državne lastnine. To, da je bila krajevna skupnost proti, je navadna laž. Čisto navadna laž. Investitorji so bili pripravljeni investirati delež države in to pa zemljišče. In s tem bi ta muzej dobil legitimiteto Evropskega muzeja in bi mednarodne inštitucije, ki se ga v države, za ston dajale eksponate. To je bilo vse dogovorjeno vključno z investicijo. Vendar pa ni bilo do tega, da bi se karkoli naredilo. In ste v bistvu rušili vsako možnost ob pomoči gospe ministrice za policijo, ki je potem ministra in mene obdolžila nekega podkupovanja, ne vem če še vsega. In ob enem z ljudmi, ki še vedno govorijo o podkupovanju iz najvišjih krogov vladajoče koalicije. Skratka, grozljive zadeve. Gospod predsednik,